Zbrali smo se tukaj predstavniki lokalnih in medijev s statusom posebnega pomena delovanja v javnem interesu. Naslovili pa smo tole kruglo mizo Saleški lobi. Asociacijo smo dobili pri svetemu Frančišku Saleškemu, ki je zavetnik svobodnega novinarstva in katoliškega tiska. Tako da tukaj smo našli eno tako povezavo, kdo nam bi lahko pomagal v teh kriznih časih, ki jih manjši lokalni, regionalni mediji s posebnim pomenom doživljajo tako zaradi širjenja epidemije, kot tudi zaradi nekaterih potez za hranjenje gospodarskih tokov, če jih tako razumemo. Govorili bomo torej, kot že rečeno, o svobodnem medijskem izražanju, predvsem o pomenu in statusu malih lokalnih in posebnih medijev za skupnost, v kateri delujejo, pa tudi širše, kakšna je njihova strategija za nadaljevanje, kako se odzivajo na težave in izzive, ki so se pojavili zaradi te krize. Kaj pa je tisti vzrok, da smo sklicali tole druščino predstavnikov malih medijev, je pa odločitev Ministrstva za kulturo iz konca aprila, da razpisa za medije drugo leto mogoče sploh ne bo. Zaenkrat pa bo izplačanih le 30% financ zagotovljenih na javnem razpisu lani. Seveda to ne pomeni, da vseh 100% ne bodo mediji dobili, ampak le za prve 4 mesece se računa sedaj, do rebalansa pa se ne ve, kako bo dalje s temi financami. Seveda to omogoča ministrstvu klauzula v pogodbah o spremembi državnega proračuna, ki omogoča menjavo tudi proračuna za manjše lokalne, regionalne medije in pa medije s posebnim pomenom. Pa vendar zakon o medijih piše tudi, da bi moralo ministrstvo nameniti 3% financ, ki so izbrali kot RTV prispevek za delovanje malih lokalnih regionalnih medijev in medijev s posebnim pomenom, kar ministrstvo pa nakaže le dobra 2%. Torej že tukaj so malo oškodovani te mediji, poleg tega pa je kriza gospodarstva, ki nastaja trenutno, vplivalo na to, da tudi oglaševalskega denarja manj in te mediji se sedaj srečujejo z velikimi izzivi o tem, kako nadaljevati. Torej, z mano so danes na strehi Muzeja sodobne umetnosti od moje leve proti desni monsinjor Franci Trstenjak, glavni urednik Radia Ognjišče. Dober dan. Pozdravljeni. Naprej je gospa Nataša Harej, direktorica in odgovorna urednica Radia Triglav Jesenice ter namestnica predsednika Združenja radiodifuznih medijev pri Gospodarski zbornici Slovenije. Na moji desni je gospod Simon Prelesnik, direktor radijskih uredništev Media 24 in tudi urednik Radia KUM Trbovlje. Na moji skrajni desni pa gospod Ivan Seljak, urednik Primorskega vala, pa tudi dolgoletni urednik Radia Cerknica in Radia Kobarid, če se ne motim. Za začetek sem se odločil, da bi si obdelali en tematski sklop, kakšen je pomen in vloga teh medijev za njihovo skupnost, ki jo nagovarjajo in iz katere izhajajo. Torej, ne bi rad poslušal o nekem splošnem pomenu medijev in lokalnih medijev za družbo, ker mislim, da o tem že dovolj vemo. Zanimajo me specifike vašega medija za skupnost, katero nagovarjate in katero izhajate. Pa če začnemo kar z gospodom Trstenjakom iz Radia Ognjišče. Torej, Radio Ognjišče je nedvomno nekom v našem prostoru, kajti Cerkev je pred dobrimi 25 leti ugotovila, da je v medijskem prostoru oziroma v medijskem svetu premalo prostora za cerkvena in verska vprašanja. Zato je prišlo do ideje, da se ustanovi samostojna cerkvena oziroma katoliška radijska postaja. Iskreno povem, če bi bilo naših vsebin dovolj v vseh do takrat javnih medijih, mi si ne bi prizadevali za ustanovitev lastnega medija, ker je to prinaša samo stroške in brigo. Ampak ker tega ni bilo in še tudi danes ni, žal, to moram tudi povedati odkrito, smo dejansko bili prisiljeni, da naredimo nekaj svojega. In tako mislim, da je nedvomno Radio Ognjišče za svojim programom lep doprinos v slovenskem medijskem svetu, ker obravnava vsa tista vprašanja,
s katerimi se človek ukvarja, ker človek ni samo bitja telesa, ampak je tudi bitja duha in duše, in skuša naš program na vsa ta vprašanja odgovoriti. Tako da nismo čisto ozko usmerjeni kot verska postaja, zato se tako tudi deklariramo, ampak katoliška, ker se cerkev vedno zanima za človeka v njegovi celovitosti. Nadaljujemo z gospo Natašo Harej iz Radia Triglav Jesenice. Sedaj nič novega ne bom povedala in vse, kar bom govorila, verjetno velja tudi za vse ostale lokalne radije oziroma regionalne v Sloveniji. Mi smo tisti, ki smo ljudem najbližje na tistem prostoru, kjer živijo. Kar pomeni, da jim prinašamo informacije, ki jih v drugih medijih z večjim dosegom, naprimer nacionalnim, ne morejo dobiti. V tej zdravstveni in splošni krizi, ki se je sedaj pokazala, so bile to informacije o lokalnih ukrepih. Naprimer, kam naj pokliče človek, ki nima prevoza, živi sam in ne more do trgovine. Na katero telefonsko številko, ki so jo vzpostavile lokalne skupnosti, naj pokliče. Kdo mu lahko pomaga, kje lahko dobi druge informacije, kakšni ukrepi veljajo, kateri parki so zaprti, katere šole delujejo. Vsa tista vprašanja, ki jih nacionalni mediji za lokalno okolje ne morejo prinesti. V Sloveniji je čez 200 občin, nekoliko manje območij, ki jih recimo pokrivamo radiji. Naprimer Radio Triglav je zelo skoncentriran na ta skrajni severo-zahodni del, temu pač pravimo neuradna regija Zgornja Gorenjska. Tam ne deluje noben drug medij. Če bi želela nacionalna televizija ali pa katerikoli drugi medij z nacionalnim dosegom posredovati vse te informacije, bi verjetno, ne vem, osrednji dnevnik trajal 7 ur. In vse te informacije bi se razvodenele. In sploh v situacijah, kot je bila ta, kjer se je življenje skrčilo dejansko na občino, v kateri stalno ali pa začasno prebivamo, je vloga lokalnih medijev pri prinašanju vseh teh informacij, seveda pa tudi vseh ostalih, neprecenljiva in nenadomestljiva. Govorimo o območjih, kjer živijo tudi ljudje, ki si teh informacij na drugih platformah ne morejo poiskati. Ne znajo uporabljati sodobne tehnologije ali pa tam ne znajo filtrirati informacij. In tukaj je še vedno vloga radija kot najhitrejšega medija neprecenljiva. Dovolite mi eno podvprašanje. Kako pa recimo prebivalci, torej Zgornje Gorenjske oziroma Jesenic, doživljajo ta radio? Ali vpliva tudi emancipatorno, recimo kot lokalni mediji, ki ga imajo prebivalci za svojega? Trudimo se in tudi sedaj se je pokazalo, da recimo, če povem samo en primer, šlo je za primer dekleta, ki hodi v drugo triado osnovne šole, ko se je pouk začel izvajati na daljavo, z mamico nista imeli računalnika. In ko je prišel poziv, da je treba pomagati, seveda nismo povedali, za koga gre in za kakšno situacijo, smo po prvi objavi v 5 minutah imeli na voljo 5 računalnikov. Kar pomeni, da ljudje razumejo poziv, ki ga dobijo, slišijo in tudi reagirajo. Tudi recimo imeli smo kar veliko klicev poslušalcev, predvsem starejših, ki se niso znašli, niso najbolje vedeli. Torej ne gre samo za informacije, ki jih damo v etru, preko spletne strani, preko socialnih medijev, ampak tudi tisto, da lahko poslušalec, ker našo telefonsko številko je našel, mi delujemo 55 let in smo dobro vpeti v to okolje in nas ljudje prepoznajo kot vir, kamor se lahko obrnejo tudi za druge stvari, ki se morda nam ne zdijo najbolj radijski del posla. Hvala, gospa Harej. Gospod Prelesnik, kako je pa v Trbovlju? Ja, dober dan v Trbovljah. Ja, v glavnem, jaz mislim, da strinjam se z vsem, kar je Nataša povedala. Mogoče bi samo eno stvar še dodal. Dejansko ministrstvo, ali pa rečemo temu celotni politični ustroj Slovenije, ima nekomercialne radije zelo, zelo rad, dokler jih potrebuje. Od trenutka, ko pa niso več nujno potrebni, se pa na njih pozabi in dejansko niti z besedo se jih več ne omeni in v zadnjih 25 letih ali pa 30, če hočete, je položaj nekomercialnih radijev samo padal in padal. Tudi mogoče bi te popravil na začetku, ko si govoril o tistih 30%, ko je, mislim, da minister rekel, da gre za prve 4 mesece
To je samo še en dokaz, kako zelo minister sploh ne pozna, kaj dela, kar se tiče radijev. Zaradi tega, ker tukaj v medijih ne moreš delati prve 3 ali pa 4 ali pa 5 mesecev, pol pa kaj, ne ugasnemo ali kako. Mislim, to je čisti absurd, kar je rekel, in jaz ne vem, no, kako si je sploh lahko kaj takšnega privoščil. Res sem ga imel za strokovnjaka, ampak dejansko dokazuje, da ravno mu stvari niso najbolj jasne, no, če sem čisto iskren. Tako da jaz tukaj, kar se tiče teh 30%, ne vem, kako bojo radiji lokalni preživeli, ker treba je vedeti, da ta denar, to ni miloščina, to ni nekaj, kar država da, evo vam, pa da boste preživeli, ampak je to denar, ki ga te radiji oddelajo. Ne gre za to, da bi ti radiji imeli ta denar za sladoled, ampak ga imajo za dejansko to, da lahko delajo svoje poslanstvo. Na eni strani imamo zelo visoke zahteve za vse lokalne, regionalne radije ali pa nasplošno, če rečem, s posebnim pomenom, zelo visoke, in kar se zaposlitev tiče, in kar se programskih vsebin tiče, ki jih daje država. Na drugi strani pa ta ista država, se pravi, na eni strani mi moramo izpolnjevati stvari, ki nam jih določi država, na drugi strani pa država reče, pa dobro, to pa ne bomo mi izpolnili. Čeprav smo rekli, da bomo, čeprav smo podpisali vse papirje, čeprav imamo, pač smo naredili vse po JUS-u in so oni naredili vse po JUS-u, ampak ne bomo plačali. Ni denarja, ni. Mislim, to je tako, kot da bi mi rekli, nimam dosti ljudi, pač bomo naredili samo 30% vsebin, ampak vi nam pa plačate vseh 100%, recimo prejšnja leta za nazaj. Če si predstavljate, kakšno štalo bi s tem naredili in bi izgubili statuse in bi izgubili po možnosti še frekvence. Država si to na eni strani lahko privošči, mi si pač ne moremo. Tako je. O tem bomo več spregovorili tudi v naslednjem sklopu. Mogoče bi tu dodal, kakšna je pa vloga torej povezovanja v komercialne mreže, kar se tiče tega, se pravi, vpliva oziroma statusa v lokalnem okolju. Kako se vam zdi, predstavniku ene take komercialne mreže, da tako povezovanje vpliva na edinstvenost in na vlogo lokalnih medijev kot takih? Mislim, lokalni mediji, zdaj čisto odvisno, kako si jih, recimo, da vzamemo, ne? Kaj je poslanstvo lokalnega medija? Je informiranje. In kar se informacij tiče, mislim, da noben radio, ki je imel prej status, prav nasprotno, mi smo v Media 24 še celo šli v to, da bi recimo Radio Krka dobil status, ker se nam zdi, da je Radio Krka za Dolenjsko pač zelo pomemben medij in smo ga seveda tudi pridobili. Na drugi strani pa je Celje, Ptuj, Kum, vsi ostali radiji, ki so imeli status, ga imajo še naprej in delajo z istim številom ljudi. Je pa res, da pa določene stvari, se pravi neka miselnost, pa se pa mogla malo spremeniti in pa predvsem neki načini dela, ki so bili, mogoče malo zastareli ali pa mogoče malo, da rečem, drugačni, smo jih mogli prilagoditi. Še vedno pa vsa uredništva delajo popolnoma avtonomno. Tudi jaz kot direktor uredništva se ne vmešavam v njihove stvari, se pravi, kaj delajo, kako delajo, kdaj delajo. Tudi več ali manj sem jaz tisti, da rečem, filter, strelovod celotne politike, ker vsi recimo na lokalnih radijih potem vsi neki lokalni politiki pač kličejo mene in zakaj ste pa to objavili, zakaj ste pa ono objavili. Jaz sem tisti, ki v bistvu novinarje ščiti za to, da lahko avtonomno naprej delajo delo in v trenutku, ko se bo to spremenilo, tudi mene ne bo več na tem položaju, to pa zagotavljam. Prelesnik in ne nazadnje še gospod Ivan Seljak, kaj pa Primorski val pomeni za Primorsko in kako Primorčani doživljajo Primorski val, če se da to povedati? No, jaz upam, da imamo neko, tudi vem, da imamo krepko specifično vlogo, v tistem prostoru. 50 let bomo letos praznovali, dva sta še starejši, tu zraven mene. Tako da tu ni skozi ta leta se jasno je pokazalo, radiji so nastajali iz potrebe tega lokalnega okolja. In jaz sem tam že 42 let, tako da mi še kar dobro poznam stvari. In mislim, da prvič
specifičnost našega radia v tem, da pokrivamo najbolj redko naseljeno območje zahodne Slovenije. Ne. Sem že večkrat ta podatek povedal, da med Logatcem in Bovcem živi samo 2,6% slovenskega prebivalstva, pol Slovenije je to, zdaj smo dobili tudi Vipavsko dolino, se je malo ta odstotek popravil, ampak v bistvu gre za res specifično območje. Mi še malo drugače delamo, sestavili smo dva medija statusom, tako da imamo danes 3 statuse, dva lokalna pa enega regionalnega, vsem povemo, v vseh 3 segmentih ustrezati, skušamo kandidirati, tu bomo dogovorili na vse načine. Vem pa, da skozi leta, ker se jih jaz vse spomnim, jaz sem bil zelo velik pobudnik tudi tistih statusov, tist cajta, ne forsiral, ampak v bistvu ta status je sam priznanje države, da smo pomembni. Se v bistvu to samo nič ne pomeni, če pol še financiranje ne zagotoviš, ne? Ampak v bistvu ti letni razpisi so pa neko nadomestilo tistega dolgo pričakovanega, pa nikoli uresničenega sistemskega financiranja teh lokalnih medijev. Tako da v bistvu pri nas je še za to specifika, ker je ogromno več stroškov kot kje druge. Tudi mi smo, ko se je druge vse ukinili, smo mi vse ohranili, a ne še iz starih cajtov. Mi delamo iz 3 uredništev, tukaj je veliko območje, a ne, iz 3 uredništev, 2 studija laufata, čist neodvisno, ampak združena, včasih ločeno, včasih pač kjer imaš kader, a ne, že 4. uredništvo načrtujemo, zaradi tega, ker so take velike razdalje, se drugače pri nas ne da funkcionirati. Moram še to poudariti, ne, zahodna Slovenija je sploh specifična bila skozi zgodovino. Vse je v lokalnem smislu logično, da si zelo pomembni, vsi te imajo za ta glavne, tam si Jack, ko pa priješ malo na višji nivo, pa doskrat pa ni več tisto, a ne. Tam, že, ko se je ta problem pojavil, je bil podoben kot v vsej zgodovini naši, ne iste stvari, ampak sorodne, a ne, krize, ko se je to pojavilo, smo v bistvu, kot so vsi ostali, povečali vseh informativnih vsebin. Mi ne moramo dati kar enega na čakanje, ker rabiš, ljudi se to delajo v teh uredništvih, a ne, in v bistvu ti nič ne pomagajo razni ukrepi gospodarski, in bo ta denar še kako krepko zdaj manjkal, če bo karkoli padlo ven, a ne. Moramo pa še ena slikovita zadeva, a ne, kar naš medij, mislim, vem, kdaj smo bili pomembni. Tam, kjer mi delujemo, so samo v mojem času, edni lihma prek, smo še srednješolci, se odvili 3 veliki potresi. Jaz sem 2 v epicentru doživel, v Kobaridu, ta zadnja 2, ne. Se je dogodilo približno 10, tudi 15, kakor štejemo široko, poplav. Takrat si neprecenljiv, tam kar je stvar pa mimo, pa v bistvu to, ali pa na višjem nivoju, pa to ni več tisto, kar si prej mislil, da je ogromno priznanj imamo. Priznanj lokalnih v vseh sistemih. V prejšnjem režimu, v današnjem režimu ni priznanja, da ne bi viselo na našem radiju. Govorim strani lokalnih skupnosti, a ne? Ampak in priznanje ministrstva je bil pa status. In denar, ki iz tistega skušamo zagotoviti. To jaz pričakujem, a ne, in na tak način tudi mislimo mi naprej funkcionirati. Mi imamo večji, kot sem že prej povedal, koliko stroškov z drugimi stvarmi, a ne. Mi imamo recimo 9 oddajniških točk. Ne moreš pokriti tistih lukenj tam drugače, kot je vsaka grapa zase, a ne, in že skozi tiste stvari moramo mi zagotavljati več sredstev, česar sicer Ministrstvo za kulturo ne financira, ampak drugo substanco bomo čist načeli, če ne bo pa tega denarja. Najlepša hvala, gospod Seljak. Selimo se na drugi tematski sklop. Tukaj me pa zanima razlika med financiranjem preko oglaševanja oziroma preko trga, kot se rado moderno reče, pa med javnimi sredstvi. Torej, ko sem vabil na to okroglo mizo, sem od enega medija, ni pomembno niti katerega, pri odgovor, da oni tega razpisa v resnici ne potrebujejo, ker so uspešni na trgu. Pa vendar se meni tu poraja vprašanje, ali je to isti denar, ki ga dobimo od oglaševanja oziroma iz javnih sredstev, ali je to isti namen tega denarja in kakšna je razlika med tem. No? Pa začnimo zdaj iz druge strani z gospodom Seljakom.
To je popolnoma jasno, da to ne gre skupaj, a ne se v bistvu razpis tisti, ki je zdaj kar redno, pa tudi dobre odnose imamo zadnje leta s Ministrstvom za kulturo, jaz nisem tako prepričan, da se v ta stvar čisto sesula brž, a ne. Vse se bo enkrat pobrala, ampak zelo grenak priokus bo ostal noter. Tista sredstva, ki mi dobimo preko razpisov, jih že vnaprej rezerviramo. Moramo imeti 6 ljudi redno zaposlenih pri nas, ker imamo regionalni status, najmanj, ne, in kup stvari, in kup pogojev moramo ustrezati, in tista sredstva so pričakovana, če to pade ven, nam pade kompleten sistem informativnih vsebin, se v bistvu vsi prijavljamo, se vsi vemo, ne, da praktično vsi mediji lokalni prijavljamo praktično celoten informativni ogrodje informativnega programa, ne, in če se ta stvar podere, ne vem pa, kje bo, skozi kaj bomo mi lahko prvič tiste redno zaposleni, ki so praktično vsi programci. Mi nimamo komercijali, imamo sami na punco, pa še tista le pol dela, so pa sami programci noter. In je to, ne vem, na kakšen način bomo tiste ljudi plačali, oziroma velika škoda bo, če bomo pa na tisti osnovi pa začeli pa krčiti tiste kakovostne vsebine, a ne. Tega si pa jaz ne znam predstavljati, pol pa res nismo nič pomembni, a ne. Ali bomo pa počeli to, kar žal danes. To pa upam zagotoviti, v lokalnem smislu smo, na vseh teh nivojih, kar mi delamo, smo ogromno stvari premleli. Kakor pa greš višji, so pa mediji danes žal postali samo distributerji nekih tweetov. Mi je prav žal, to ne deluje meni prav. Ta sistem na nivoju ene širših skupnosti države, to, kar, mislim, jaz se ne znam predstavljati, da je to medijska krajina, ki smo jo toliko let načrtovali, gradili, pa ustrajali pri tem, da mora taka biti. Ne vem, če je to prav, no. Hvala, gospod Seljak. Nadaljujemo z gospodom Prelesnikom. Tako, zdaj govoriti o denarju, ali je denar isti, seveda, ne, se denar je iste barve, ne, in gre za iste stvari, in gre za plače zaposlenih, in gre za to, da lahko vzdržuješ opremo, in gre za vse te stvari, kar pač radio potrebuje. Dejansko je pa že tisto, kar sem prej načel, ta denar, ki ga mi dobivamo iz ministrstva, ni miloščina. Tukaj ne gre za denar, ki bi ga mi prosili, naj nam ga dajo. To je denar, ki ga mi oddelamo. Tako kot oddelamo vse druge stvari. Tako kot se oddela vsaka reklama, ki ti jo plača naročnik, tako oddelaš tudi vsako programsko minuto, ki ti jo plača ministrstvo. In to je isto, kot da bi, ne vem, vi bi šli ajde da rečem, da ne bom reklame delal, v en trgovinski center, pa bi plačali 100 evrov za izdelke, ki ste jih tam kupili, potem bi šli pa od drugega, pa bi že spet iste izdelke vzeli, pa bi rekli, ja ne, jaz vam bom pa samo 30% plačal, ker pač nimam več. Dejansko gre za isti denar, seveda gre za isti denar, ne? Gre za isto malho, če tako rečem, ne? Ampak pač produkte, ki jih naročiš, je treba plačati. Mislim, druge stvari ni. Tako kot imamo mi neko odgovornost, tako mora tudi država imeti neko odgovornost, ker še enkrat poudarjam, takrat, ko nas rabijo, takrat nas trepljajo po ramah, v prvem trenutku, ko nas ne rabijo več, smo pa nadomestljivi in nas lahko odbijajo v prvem trenutku. To pa ni prav, to je pa hinavsko od države, če nekaj drugega. Pa da se razume, ne govorim samo o trenutni politični srenji, ampak mislim, da tudi tiste prejšnje nismo ravno kaj veliko več pogovorov in razumevanja dobili, da se razume, zadnjih 20 let. Hvala, gospod Prelesnik. Nadaljujemo z gospo Harej. Ne bi rada ponavljala vsega, kar sta pred mano povedala kolega, ampak morda se tukaj premalo zavedamo, da je status programa posebnega pomena podeljen na osnovi nekih kriterijev. Kar pomeni, da vsi mi, mediji, oziroma izdajatelji, ki izdajamo te programe s takim statusom, vstopamo na nek način v neko pogodbeno razmerje z ministrstvom, kjer so pravila jasna, zapisana so v zakonu in v pravilniku. Torej, če želite imeti status, in to velja za vse, ki sedimo sedaj tukaj, ne, morate izpolniti takšne in takšne obveznosti pod takimi in takimi pogoji.
Na drugi strani pač ta isti zakon nalaga ministrstvu, da mora na podlagi programskih razpisov, ker žal kljub več kot desetletju pogovarjanj nismo prišli do drugačne rešitve, ki bi zagotovila bolj stabilno financiranje in omogočila tudi dolgoročnejše načrtovanje tako kadrov kot projektov. Zato pač določeno vsoto dobite. Mi govorimo o posledicah krize iz leta 2008, ko so se sredstva zmanjšala in se nikoli več niso vrnila v zakonu zapisano vsoto. In tukaj se moramo zavedati, da če mi svoje delo opravimo, mora svoj del dolžnosti opraviti tudi ministrstvo. Nemogoče je namreč na trgu nadomestiti izpad teh prihodkov. Govorimo o majhnih medijih, ki imajo ogromno obveznosti, ki so seveda se sami za to odločili in se zavezali, da bodo to počeli. Obenem pa, ko recimo tako kot letos, taka odločitev ministrstva povsem na glavo obrne finančno sliko, seveda skupaj z gospodarsko krizo, ker pač oglaševalcev ni na lokalni ravni, pa oglaševalci prvi pobegnejo in se tudi zadnji vrnejo, ker so vsi pač veliko bolj previdni in gre tudi za majhne gospodarske subjekte. To pomeni, da se vse postavi na glavo, obenem pa ne omogoči, da bi se tudi mi na stroškovni strani prilagodili. Groza je pač govoriti o tem, da so programski delavci strošek, ampak žal smo gospodarske družbe. In tukaj je država pozabila, da mi smo res gospodarske družbe, ampak nismo pa tipične gospodarske družbe. Mi ne moramo zapreti. Mi ne moramo reči, ok, sedaj ni denarja, prihodkov ni, država ga ne da. Oglaševalcev ni, gremo vsi domov, ko se bojo razmere umirile, čez 3-4 mesece začnemo. Ne smemo, ker nam to ne omogoča niti zakon in ne smemo, ker smo družbeno preveč pomembni. Mediji smo, ne? Nismo lokal, ki se pač odpre in zapre in ni niti v končni fazi važno, kdo je lastnik, kdo je tisti, ki streže. Pri nas pa, ko se mediji, sploh lokalni, enkrat ugasne, je konec. In niti zakon tega ne omogoča, ne? Saj vemo pač, neoddajanje pomeni odvzem frekvence. In tukaj je ta kompleksen problem, ki ga je povzročila odločitev ministrstva, da se preprosto v tem trenutku ne moremo prilagoditi. Mi moramo delati naprej, čeprav že zdaj vemo, da stroškov ne bomo mogli pokriti. In zdaj se jaz vprašam, a je od nekega direktorja odgovorno, da reče ljudem, pridite v službo, delajte, ker smo zelo pomembni, ampak že zdaj vem, da ne vem, kje bomo vzeli denar za plače. Ne? Prvič, človeško je to nesprejemljivo, pa tudi kot direktor gospodarske družbe tega ne smeš početi. Ne? Ko oceniš, da stroški presegajo prihodke, je čas za alarm. Ne? Hvala, gospa Harej. Gospod Trstenjak, kako financiranja torej na trgu in iz javnega proračuna? Torej, naš radio ima še pa tretjo vejo, to so pa prostovoljni darovi. Se pravi, če mi teh darov ne bi imeli, bi pa sploh ne mogli obstajati in ne živeti. Ampak jaz bi se navezal na tisto misel, ki je gospod Celjak povedal. Če je država dala radijskim postajam ta posebni status in hkrati tudi za vse te radijske postaje dala posebne obremenitve, potem mislim, da je najmanj, kar lahko naredi, da zagotovi tista sredstva, za katera se je sama obvezala, da bodo radijske postaje posebnega pomena dobila. In zdaj v tem primeru, ko minister napoveduje zmanjšanje teh sredstev oziroma po odlomkih dajanja, se mi zdi res neodgovorno. Še bolj neodgovorno se mi pa zdi, če misli tudi v revizijo vseh teh pogodb, kakor se sliši. Jaz mislim, zakaj? Če je prejšnja vlada, prejšnji minister z nami sklenil pogodbo, mislim, da ima nova vlada samo dolžnost, da to izpolni in izpelje. Če pa smatrajo, da smo mi dobili mogoče po krivičnih razlogih ta sredstva, naj spremenijo pogoje razpisa, pa samo po novih pogojih prijavljali. Ampak naj nam ne jemljajo nečesar, kar so nam obljubili in kar imamo že nekčim podpisano. To se mi zdi zelo sporno in ne fair. In kakor je že prej kolega Simon rekel, ko nas rabi država, smo dobri. Ko nas ne rabi, ste zadnji. Tudi zdaj v teh dneh koronavirusa, kolikokrat slišimo javnega govorca, kako smo mediji pomembni, kako so nam hvaležni in tako dalje. Ja, ampak če smo tako potrebni, ja, potem nam pa dajte še tisti minimalni prispevek, da bomo lahko to svoje poslanstvo upravljali, nič drugega. Tudi naše radijske postaje, po mojem, vse od prve do zadnjega, imamo veliko vsebin, ki so za komercialo nezanimive. Se pravi, jih je treba pripraviti. In na kak način boš financiral človeka, ki to pripravlja? Ja, ravno s pomočjo teh sredstev, ki jih država da. Ne bomo rekli velikodušno, mačehovsko jih da. Najlepša hvala, gospod Trstenjak. Zdaj pa, ko smo ugotovili, torej, da
mediji s posebnim pomenom in pa lokalni, regionalni mediji so pomembni za družbo in smo ugotovili, da tudi rabijo javno podporo, torej podporo javnih financ. Zdaj me pa zanima, kakšne so vizije za prihodnost, kakšna je strategija, kako bomo te izzive, ki jih srečujemo v tem trenutku kot manjši mediji, kako se bomo spoprijeli z njimi. Pa če začnemo spet z gospodom Trstenjakom. Jaz mislim najprej, kar je treba spremeniti zakon o medijih. Mi pri medijski zbornici, po mojem, smo pred 10 leti začeli pripravljati celo vrsto osnutkov novel zakona, kako bi se lahko vsem radijskim postajam posebnega pomena situacija zboljšala, pokazala neko svetlejšo prihodnost. Ampak vsi ministri v teh letih, niti eden se ni orang zavzel, da bi sprožil ta proces, da bi prišlo do spremembe zakona. Kot sem prej rekel, država nam veliko stvari nalaga, kaj naj naredimo, pomaga pa prav nič, da bi lahko nam bilo olajšano to delo. In mi smo ravno skozi temi predlogi skušali narediti, da bi bilo res v skladu z ozirom na tudi gospodarsko situacijo v državi, da bi bilo naše delo lažje in da bi lahko delali še boljše vsebine. Ampak žal, mediji se moramo vsi bolj ukvarjati s tem, kako bomo preživeli, kakor pa da bi iskali ideje, kako pripraviti čim boljšo vsebino, kar bi bilo pa na koncu za poslušalce najboljše. Tukaj se mi zdi, da prihaja do enega hudega razkoraka, in ki ga verjetno ne bo mogoče prekoračiti, dokler se ne bo prišlo res do spremembe zakona o medijih. Naj dodam, da tu se pojavi tudi začaran krog. Torej, če je vsebina zanimivejša za poslušalce, to pomeni več poslušalcev in verjetno tudi več oglaševalskega denarja. In spravi bi bilo dosti samo en ta majhen potisk v gospodarstvo malih medijev, da bi dvignili nivo. Ni nujno, da bi bilo več oglaševalcev zaradi tega, ampak poslušalci pa nedvomno bili bolj zadovoljni, ker bi dobili boljšo vsebino. Tukaj pa še ni nujno, da bi se pa zdaj oglaševalski kolač lahko tebi v prid obrnil. Tu pa žal mi s posebnim pomenom mislim, da nimamo takih moči kot recimo komercialne radijske postaje, ki so veliko bolj agresivne in si lahko veliko več privoščijo na tem področju, kakor pa mi. Mi smo zavezani vsebini, informacijam, formacijam in tako dalje. In zaradi tega potem se tukaj skregaš, takoj prideš do tega razkoraka. Nam je v interesu delati dober program. Najlepša hvala, gospod Trstenjak. Nadaljujemo z gospod Harej. Ravno o tem, to, kar je že kolega prej govoril, ne, mi govorimo hkrati o denarju in vsebinah. In čeprav se to morda sliši tako nekoliko dvolično, ampak ko predstavniki radija s statusom posebnega pomena govorimo o denarju, razmišljamo o denarju, ki je namenjen, govorimo pač o tem javnem financiranju, ne, ki je namenjen produkciji in predvajanju vsebin, ki tržno niso zanimive, kar pa ne pomeni, da za ljudi niso pomembne. Kar pomeni, vse ta denar, mi ne pričakujemo denarja zato, da bomo ljudi lažje zabavali. Mi potrebujemo denar iz javnih sredstev zato, da bomo ljudi lažje informirali, pripravljali še celo vrsto drugih vsebin, ki jih pač niti ne moremo oziroma se jih ne da oglaševalcem prodati po domač. Čisto enostavno povedano. Ne? To niso vsebine, ki bi bile tržno zanimive. So pa lahko izjemno pomembne. In zato pač tudi očitki, vsakokrat, ko govorimo o spremembah zakona, potem slišimo očitek, vi ves čas govorite o denarju. Ja, ker je žal nujen. Ne? Ljudi, ki te vsebine pripravljajo, je treba pač plačati. Po možnosti primerno, ne? Ker govorimo o majhnih radijih, kjer se ne ustvarjajo dobički. Nemogoče je. Moj kolega, direktor Velenjske televizije, je vedno rekel, lokalni radiji svoje lastnike oziroma lokalni mediji svoje lastnike izčrpujejo, tako in tako. V finančnem smislu in čisto v človeškem, ker moramo pač delati drugače in več kot drugi. Ekipe so manjše, obveznosti so jasne in jih ne moreš pustiti ob strani. In če me vprašate, kakšna je vizija za naprej, ne vem. Nimamo več ogromno časa, se to res že dolgo ponavljamo, ampak ta kriza bo verjetno povzročila konec marsikaterega manjšega medija, ker preprosto se ne da več odreagirati, ni rezerv. Obveznosti so ostale, prihodkov je manj in se moraš kot gospodarska družba reorganizirati. In kaj bo to pomenilo za radijsko krajino, če se bo to vleklo in če ne bo neke rešitve v zelo kratkem času, ne upam pomisliti. In v tem trenutku ne trdim, da bodo izginili mediji.
Vprašanje pa je, kakšni mediji bodo išli iz te krize. Ker prilagoditev je zelo enostavna. Če zdaj govorimo o radijih s statusom posebnega pomena, ne, se lahko pa prenehamo biti statusi. Gospodarske družbe bodo preživele, ta finančni del smo rešili, ne, ampak za vse večne čase pa bodo iz radijskega in medijskega prostora izginile določene vsebine, ki jih nihče drug ne bo ponudil. To je pa tista škoda, ki je nepopravljiva. Ker čez 2 leti ne bomo rekli, zdaj je pa stanje boljše, zdaj se pa vrnemo in začnimo pripravljati vse tisto, kar smo delali prej. Ta vlak bo odpeljal. In tukaj bo škoda. Na vsebini. Radiji, ja, verjetno bodo preživeli. Kakšni bodo, ne vem. Najlepša hvala, gospa Harej. Gospod Prelesnik, kako si vi predstavljate prihodnost? Imate že kakšne osnutke, strategije? Ja, mislim, da bolj z gospodom Trstenjakom kot se ne bi mogel strinjati. Če govorimo o viziji radija, je prva stvar medijski zakon. Medijski zakon je star, prestar. Medijski zakon ne upošteva vseh stvari, ki se danes dogajajo na medijskem področju. Danes, mislim, da ravno tale intervju ga imate tudi na YouTubu. A veste, koliko bo YouTube plačal za to, da danes lahko oddaja ta intervju? Nič. Dočim na drugi strani Radio Študent bo moral plačati za pač oddajni čas. Ne? Se pravi, en del, kar se oddajnikov tiče, en del tega, en del tretjega. In država je tako grozljivo v zaostanku s tem zakonom, ne upošteva nobenih družbenih medijev, se pravi nobenih YouTubeov, Facebookov, vsega. Ne upošteva niti televizij ali pa radijskih postaj, ki jih lahko dobite preko kabelskih operaterjev in tako naprej. In tukaj se skanalizira gromozanske količine denarja iz Slovenije, pa država tega niti ni sposobna obdavčiti, ker nima podlage. In že 15 let govorijo o tem, da bodo spremenili zakon, pridemo že do tega, da mogoče smo pa že čist pred tem, da ga bomo uskladili, pa se zamenja vlada in že spet je ovo na novo od začetka. V glavnem, nikamor s tem zakonom ne pridemo in če se ta zakon ne bo spremenil in če se ne spremenijo temelji, na katerih delujejo radiji, zaradi tega govorim, ali pa radiji, ali pa vsi mediji, da rečem malo bolj nasplošno, potem ne bomo nič naredili. Ker morate vedeti, da zdaj radiji, televizije in tako naprej, časopisi slovenski, se kregamo, da vam dam eno primerjavo, kregamo se o tem, vaš konj pa je ovs, naš je pa samo slamo in zdaj morava midva tekmovati in kdo bo hitrejši, ja normalno, da bo tisti, ki bo ovs in dajmo tistem, ki ima ovs, mu dajmo raj slamo ali pa dajte še ta drugem ovs, zraven se pa pripelje nekdo s Porschejem 911 in tekmuje zraven pri teh dveh, ker nima nobenih meril od države določenih, nobenih stvari, se pravi, govorimo o družbenih medijih, govorimo o raznih televizijah, radijih, na kabelskih operaterjih, nobenih, samo po denar pride. In mi se med sabo bockamo za stvari, ki so popolnoma, da rečemo, v večji sliki nepomembne, ne vidimo pa večje slike, ki pa pomeni, da slovenski mediji, če zakonodaja ne bo sprejeta, jaz vam garantiram, da čez 10-15 let bo mogoče nacionalka, pa še 2 radija, ki bosta govorila slovensko, vsem ostalim se pa slovensko ne bo splačalo govoriti. To je to. Najlepša hvala, gospod Prelesnik. Še gospod Seljak, kakšna je pa vaša vizija za prihodnost? Imate kakšne poglede drugačne? Ne, skozi moj pogled, če bi tako gledal, bomo tako na videz delujem jaz doskrat starokopitno, ampak moram povedati, da imamo mlado ekipo od zadaj, tudi direktorica je dosti mlajša od mene, vsi, a ne, in kakšno vizijo jaz vidim. Borili se bomo. To je, mislim, pa skušam, jaz tudi upam, no, da se je ta mlada skupina, ki imamo, kot imate verjetno vsi, a ne, jih nalezla nekih stvari. Temu se danes reče, lepo učeno,
družbena odgovornost. Mi smo tam, a ne? Jaz nisem prej kar za štos našteval tiste potrese, poplave, pa ne vem, kaj še vse zraven noter. A mislite, da je mene kdaj že kakšen župan poklical, kje si seljak? Tu pri nas je cela štala. Ne, jaz sem jih klical, ker sem bil pred njimi tam. To je smisel, funkcija lokalnega medija. Ne? In to je smisel, če ne bomo ta čut, ta odgovornost ohranili, pa boriti se enkrat skozi to obliko, pa zakon, pa druge stvari, to more, če ne pa jaz ne vidim smisla. Ne moramo pa biti vsi enaki, vsi na nivoju države, vse isto. To je tako kot Don, kaj ima, ne vem, 10 ur tu hiš, pa mu vsaka drugače kaže. Se je prav, da mu kaže, zaradi tega, če bi bila vse enako nastavljeno, je dosti, da ima eno. Ampak jaz o tem razmišljam, ta raznolikost pokrajine, to moramo ohraniti. Ti radi, mi imamo skozi 50-letno zgodovino, ali pa eni še več, nešteto arhivov noter. Če bi to šli iskati nazaj, gledati, to je večje bogatstvo kot kulturno bogatstvo, ne le medijsko. In to mi vse ohranjamo. In mislim, veliko elementov je združenih v enem lokalnem mediju, ne sam zgolj tista informacija, ki ta hip ti rabiš. Velikokrat mi smo na preži. Lahko se stres nič ne dogaja, pa si bolj zabaven, pa se nekaj takega. Ampak, ko pa stvar je pa potrebna, smo pa prvi v vrsti. Nas ni noben tudi v vojni za Slovenijo angažiral, klical, ker smo vedeli, da moraš tam biti. Tudi kadarkoli se je nekaj dogajalo, to je pomembno, a ne tista vloga. Se tudi civilno zaščito zdaj ni noben klical, ali pa ne vem, gasilcev. To se v dolgo cajta se nič ne dogaja, ampak ko je pa enkrat potrebno, pa niti pomisliš, ne, da bi bilo lahko drugače. V tem smislu to filozofijo morajo mediji še ohranjati. Najlepša hvala, gospod Seljak. No, v tem trenutku bi pa jaz mogoče pozval vse skupaj, če bi vi radi podali kako vprašanje komu izmed sogovorcev oziroma izpostavili še kako misel, ki smo jo pozabili nagovoriti, kakšne pomisleke. Gospod Prelesnik, izvolite. Mislim, misli je veliko, ne. Sploh, jaz sem pač v tem delu, da rečem, tam 20 let nekje, in vidiš že marsikaj in doživiš že marsikaj in prideš do trenutka, ko si rečeš, ne gre vse skupaj nekam, ampak ker imaš rad to delo in ker uživaš v tem, kar delaš, še vedno vztrajaš in še vedno se trudiš, in zaradi tega predvsem bi apeliral na odgovorne v Sloveniji, se pravi na ministrstvo, ministra in vse ostale, da pomislijo, kaj delajo. Zaradi tega, ker to, kar oni zdajle delajo, to je samomor za Slovenijo. To, kar delajo zdajle, je po moje, če mene vprašate, nekje primerljivo s tem, kar se je dogajalo z Adrio. Da ubiješ edinega letalskega prevoznika, isto tako je, da ubiješ vse lokalne informacije za prebivalce. Prišli smo do faze, ko se mi zdi, da je se Slovenija tako obrla, da cela naša politična srenja misle, da je celi Sloveniji dovolj samo to, da vejo, kaj se dogaja v Ljubljani in to je to. Ni res. Slovenija je velika, Slovenija ima 2 milijona prebivalcev, samo 300 pa nekaj jih živi v Ljubljani. Vseh 1,7 milijona drugih pa potrebuje drugačne informacije. In zaradi tega še enkrat apeliram na vse, da ne pomislijo, kaj delajo, ker to, kar delajo, to je, ne vem, mislim, to je precedens na svetovni ravni. Vse druge države so šle pomagati lokalnim radijem in lokalnim medijem na splošno, samo pri nas režemo, mislim, mi smo res ta glavni. Ste vi želeli še, gospod Trstenjak? Ob koncu pogovora bi morda še omenil, da se radijske postaje nekatere v Sloveniji pa borimo tudi z svojim položajem na zahodni meji Slovenije. To se pravi borba z italijanskimi radijskimi postajami. One vehementno prodirajo v naš prostor, če pa ti prodiraš v njihov prostor po uradnih dovoljenjih, kakor ti da država, AKOS, pa si takoj znajdeš na sodišču.
Mi imamo odprte dve take fronti zdaj, ki ne vem, kako jih bomo rešili, kajti ne ministrstva, ne AKOS, ne nihče ti noče pomagati. Preprosto te pustijo samega in se znajdi, kakor se znaš. Če si spreten v pogovorih, če znaš spretno z italijansko stranjo se pogovarjati, morda uspe, da res ne prideš na sodišče. Če ne, ti pa ves čas ta meč visi na teboj. In jaz se zdaj res sprašujem in uradno postavljam spet vprašanje, kako sem že AKOS-u povedal. Ali se na AKOS-u ne znajo delati, ali nočejo delati, ali pa ne smejo delati. Ampak naj to radijski postaji povedo, kaj je pravi odgovor. Kajti to, da se ne dajo, da se ne morejo najti rešitve, jaz v tega preprosto ne verjamem. Da nimajo sredstev, lahko verjamem, da ne morejo ti odvetnika plačati. Ampak da pa ne bi mogli tehnične rešitve najti, da bi bil volk sit in koza cela, v to pa ne verjamem. Se pravi, ali ne znajo, ali nočejo, ali ne smejo. Najlepša hvala, gospod Trstenjak. Ja, Gospa Harej, samo izvolite. par besed. Ne. Morda je res sedaj, ampak res skrajni čas za konec mačehovskega odnosa tako Ministrstva za kulturo, kot tudi vseh ostalih akterjev, ki se ukvarjajo z radiodifuznimi mediji, kajti čas se izteka. In vztrajati pri nečem, za kar ti sicer povejo, da je fino, da počneš, ne moreš pa s tem več preživeti, bo pač imelo nepovratne posledice. In tako je, ne, ko nekoga pustiš, da se znajde sam, mu potem ne očitaj, da je to, kar je naredil za to, da je preživel, bilo škodljivo. Ne? Tukaj, če država želi ohraniti medijske vsebine, take, kot jih je zapisala tudi v zakon, kot nam jih je naložila, bo tukaj morala zelo hitro nam ponuditi roko, da ne govorim pač o pomoči pri vdoru oziroma pri težavah, ki jih imajo kolegi na zahodni meji. Sicer bo pač medijski prostor se nepopravljivo spremenil, ampak to ne bo naša krivda. Regulirani smo, regulirajo nas, mi se pravil iger držimo, oni ne. In vemo, kdo bo tukaj krivec. Najlepša hvala, gospa Harej. Bi mogoče vi, gospod Seljak, še želeli karkoli dodati? Samo na to, jaz sem prej šel skozi te pomembne vloge, ki imajo ti družbeno odgovorni mediji noter. Samo to sem pozabil. Vsi to vemo, a ne. Radijski kader se kali in pa dela v lokalnih medijih. To moramo vedeti, ne, o tem nismo nič spregovorili, ne, koliko nešteto ljudi gre skozi tam mašinerijo, kakovostne ljudi ustvarjamo, a ne, tam se ustvarjajo ta prav novinarski kader, se pa dobi prostor nekje drugje, ker ste ravno radio študenta, ne, to je ključnega pomena za bodočnost. Najlepša hvala tudi vam, gospod Seljak. Še enkrat bi se rad zahvalil vsem 4 gostom, da so se nam pridružili tu. V čast nam je bilo, da smo vas gostili na strehi Muzeja sodobne umetnosti. Na valovih Radia Študent smo trenutno zaključili okroglo mizo z naslovom Šaleški lobi. Upamo, da bo od tega lobija kaj ostalo tudi v prihodnje. Vi pa ostanite na istih valovih ob praznovanju 51. obletnice ustanovitve Radia Študent. Za nami mislim, da prihaja koncert kantavtorske glasbe Katarine Juvanič in pa Dejana Lapajneta. Tako da uživajte, z vami sem bil Jaka Virant. To je to. Hvala.